Vi na Sintezi se predvsej ukvarjate s korupcijo, recimo drugi tir, predor in tako naprej, TEŠ. Kako preprečiti, da se bo ta korupcija spet uveljavila pri novih poslancih? A bi bilo fajn jih prav kaj posebej izobraževati? Kaj predlagate? Glejte, Slovenija zadnja leta drsi proti čedalje višji stopnji koruptivnosti. Stranke sicer proglašajo, da imajo ničelno toleranco, ampak one zmeri mislijo, da imajo ničelno toleranco do korupcije v drugih strankah, ne v svoji. In ker vse tako mislijo, potem v politiki koruptivnost zelo, zelo hitro narašča. Zdaj mi koruptivnost nekako lahko razdelimo na dva dela, ali pa ta, rečemo, boljš gospodarski kriminal. Na tisti del, ko nekdo oškoduje nekoga drugega, manjšo podjetje, drugo podjetje, večje podjetje, manjše podjetje, te stvari so samo stvar predpisov. Mnogo večji problem je, ko pa gre za korupcijo v velikih sistemih in velikih investicijskih projektih, ki so financirani iz denarja državljanov. Tak projekt je bil TEŠ 6, tak projekt Karavanški predor, tretja razvojna os, tak je tudi drugi tir, to se pravi železniška proga Divača-Koper. Ti projekti so vsi preko, razen Karavank so preko milijarde, to je denar, velik denar. In tu gre predvsem za to, da bi se vzpostavil nek civilni nadzor. Zakaj? Ker je evidentno, da je prišlo do interesne povezave med izdelovalci načrtov, med izvajalci gradbenih del, med nosilci tega in med političnimi soodločevalci o projektu. Mi smo v Sintezi naredili dosti dobro forenzično analizo TEŠa 6. Po stopnjah, po dneh dražitve, kdo je takrat imel upravno moč, kdo je odločil in tako dalje. Ugotovili smo, da se je politična struktura TEŠ 6, ta nosilna, spremenila, logika pa ne. Kar pomeni, da je enako naraščala koruptivnost, ko so ta projekt vodile strukture iz leve politične opcije, to je prvo obdobje, in potem, ko so ga vodile iz desne politične opcije, to je drugo obdobje. Analiza toka denarja je pokazala, da je dejansko na nek način izpuhtelo skoraj pol milijarde denarja. Mi smo o tem obvestili policijo, obvestili smo politiko. Vse je bilo tiščano navzdol, nihče ni smel, policija je nazadnje dobila toliko odprtih priškrtnenih vrat, da pelje postopek in raziskuje koruptivnost reda velikosti 2 do 3 milijone, ne 200 do 300 ali 400, kot je bila realna. Ne? To pomeni, da je nekdo v družbi sodeloval v politični strukturi, pa ne govorim zdaj ad personam, posameznik, govorimo o strukturi, da je nekdo sodeloval, da je ta denar zginil in bil namenjen za nekaj drugega. Konec koncev je dokaz že ta dejalstvom priznal in bil pripravljen več 100 milijonov vrniti. Zakaj, če ni bilo lažno nakazanih? Kam je šel ta denar? Tega politika ne želi raziskovati. Podobni razmer zdaj v drugem tiru. Zaradi TEŠa 6 je Sinteza pritiskala dnevno na vlado Miroslava Cerarja, ki je razumela ta problem, in so rekli, v redu, ustanovili bomo projektni svet za civilni nadzor. Mi smo mislili, to je fantastična stvar, zdaj bomo vendarle lahko spremljali podatke. In smo rekli, to je taka oblika, ki bi jo moral vsak velik projekt imeti. To se pravi skupino
sposobnih na tem področju izobraženih ljudi, ki bo lahko spremljala izvedbo projekta in povsod, kodar se bodo pojavile velika korupcijska tveganja, o tem obvestila javnost in javnost bo pritisnjena na nosilca projekta, ki bo moral to korigirati. To se ni zgodilo. Namreč pokazalo se je, da investicijski program, ki je bil pripravljen za ta projekt, ima celo vrsto lukenj, od katerih so nekatere posledica, rečemo strokovne nekvalificiranosti, nekatere pa evidentno posledica nameščenih podatkov, ki bi enkrat kasneje omogočala manipuliranje z denarjem. Bom povedal en tak podatek, čisto konkretno. V tem investicijskem programu je pisalo, da bo izkopan material, pa niso navedli niti točno koliko, odpeljan v Anhovo in da bodo stroški 50 milijonov. Mi smo začeli postavljati vprašanja. Prvič, koliko materijala? Drugič, kakšne vrste materijala? Tretjič, vsaka vrsta materijala ima svojo vrednost. Kubik gramoza stane 8 evrov in če mi govorimo o 4 milijonih kubikov, računajte, ni vse gramoz, nekatera so več, druga manj vredna vrsta, ampak tu so neka vrednost izkopanega materijala. Ko smo pregledali možnost, da se to transportira v Anhovo, smo gotovi, da je to čista neumnost. Prvič, vse tisto, kar ni lapor, Anhovo s tistim nima kaj početi. In bi bilo interesantno kvečemu za tiste, ki bojo delali beton za tunele. Drugič, transport tja je praktično skozi vasi oziroma prekladanje in je nemogoč zavesti material. In tretjič, tudi če bilo to mogoče, če vi pripeljete v Anhovo na njihov prostor vesta material, verjetno boste rekli, koliko da ste zanga. To se pravi, nekje morajo biti neki prihodki. Investicijski program teh prihodkov ni evidentiral. To pomeni, da je tu šlo za več 10 milijonov vrednosti, ki jo investicijski program ni hotel videti, ki bi se realno pojavila, vendar bi se pojavila samo v neki direktni obliki in zginila, program jo ne bi identificiral. Mi smo na to upozorili takratno ministrico za infrastrukturo, rekli, ja, to bomo mi takoj popravili in naročila, da se to popravi, in niso popravili. In ona je mirno požrla in ko je prenehala biti ministrica, je bil program še zmeraj enak. Mi smo na to upozorili novo vlado, novega ministra. Prejšnja je bila leva, nova je desna. Novo ministru razložimo in rekel, ja, to pa res ne gre, to bomo pa uredili. Čez 14 dni ni bilo odgovora. Mesec ni bilo odgovora. Zdaj 2 let. Popolnoma enako so prikrita sredstva vrednosti izkopanega materijala. To se pravi, gre za sistemsko korupcijo, za katero sta vedeli tako leva kot desna stran in nobena jo ni korigirala. In zdaj vi pravite, kako bojo te stranke ustavile korupcijo. Te stranke nameščajo korupcijo, te stranke sodelujejo v korupciji, ne pa da jo bojo zmanjšale. In tega gospodarskega kriminala in korupcije ni mogoče ustaviti, ne da bi mi resetirali sedanjo politično elito in pripeljali korektne ljudi do pozicij poslancev, pa potem ministrov vlade in tako dalje. To je preprosto dejstvo. In če tega ne naredimo, bo naslednja vlada, ne glede na to, kjer se bo ravno tako pajdašila z temi strukturami, za katere vse za nekatere njih lahko mirne duše rečemo
čist navadna mafija. In približno tretjino ministrov vsake od zadnjih vlad se je na ta ali drug način ali sodelovalo ali ujelo v mreže te mafije. Vi ste videli, takoj na začetku te vlade, ko je prišlo do razpisa velikih razsežnosti o nabavi medicinske opreme zaradi COVID-19, kaj se je zgodilo? Prava veselica korupcije. Veseli dan ali matiček se ženi s koruptivnim denarjem državnim. Državnim pomeni denarjem državljanov. Točno to je, pa je danes kaj razčiščeno. Pa se vi spomnite tistih zgodb o nekem famoznem kamionu, ki pelje ne vem koliko mask. Nebeška pomoč, ki je zginila tisti trenutek, ko bi se morala realizirati. Pa se spomnite velikega govorenja, mi bomo to pošteno delali, nobenemu ne bomo naprej plačali. To je izjavil minister za gospodarstvo tisti dan, kot je po telefonu naročil temu, ki je moj prijatelj, pa plačajte avans v celoti. Še danes niso poračunana tista dejanja. Vedete, in vi pravite, kako bo s korupcijo. Samo še slabše bo, če mi dejansko ne uspemo resetirati politične elite. Strank. To je nujno. In rečemo, nekaj časa bo upanje, ko bo prišla nova stranka v parlament, samo to smo mi zdaj četrtič doživljamo. Na ta način je prišla Jankovićeva, da bo prenesla natočila čistega vina. Na ta način je prišla Cerarjeva, potem je prišla od Šarca, zdaj bo to četrtič. Instant stranka z novimi kadri in vprašanje je, koliko časa bojo v tem gnezdu zdržali na svojih obljubah. In koliko njih. To je vzorec političnih strank v Sloveniji, je vzorec slabe stranke. In je treba ta vzorec menjati. Ne gre samo za to, da ti ljudi menjaš. Če se v neki stranki pojavi človek, ki ga ni mogoče korumpirati, se človeka odstrani v 3 mesecih, pa vseeno, v kateri stranki je. To se pravi, ni to kritika ljudi, ampak strukture in to moramo zamenjati. Ne, se vam hotel vprašati, v primeru, če res slučajno uspe Ljudski listi, recimo, da pride se svojimi poslanci, ki bojo čisto novi, seveda, ne? Kako zdaj narediti, da se ne bojo te novi spet skorumpirali? Bi morali uvesti kakšno specialno izobraževanje, ker se ne vejo, kaj jih čaka, ne? Ali kaj predlagate? No, jaz mislim, da če bo uspelo, pa upam, da jih bo Ljudski listi, da bi prišla s 4-5 poslanci, meni praktično ne more po sedanjem sistemu, ali prideš s 4 ali ne prideš. Potem se bo prvo vprašanje, oni bojo oblikovali poslansko skupino neodvisni, to je prvo. Ali bo to gibanje dovolilo, da bo kdo od njih prestopil v kakšno drugo poslansko skupino? Ne, to pravijo, da ne bodo. Ne bojo dovolili, ne morejo pa preprečiti. To pomeni... Ja, lahko odpokličajo poslance potem. Ne morejo odpoklicati po sedanji zakonodaji. Nič ne morejo. To se je zdaj videlo ob teh manipulacijah, ki so se jih dovolili poslanci Desusa. To bi pomenilo, da je Ljudska lista kandidirala kukavičje jajce. Da je nekdo prišel skozi njihova vrata do tega. Jaz v to ne verjamem, jaz sem trdno prepričan, da so bili sposobni in so preverili, da so to njihovi ljudje, ne kukavičje jajca. To pomeni, imamo zdaj skupino neodvisnih. Zdaj oni bojo pod posebnim opazovanjem in pritiskom.
To je prva stvar, ki je pozitivna. Druga stvar, njim bo gotovo treba informacijsko in tudi sicer moralno in psihološko pomagati, da bodo svoje pritiske zdržali. Ne gre toliko za izobraževanje, gre za to, da oni čutijo, da niso sami, bojo pa na udaru. Seveda bojo na udaru. Vsaka vlada in tudi vsaka posamezna stranka bo poskusila njih pritegniti. Zdaj en del tega bo intelektualno poskus prepričati ljudi, en del tega pa tudi drugačen. Seveda vse smo rekli, da so vse stranke nagnane k korumpiranju. To se pravi, bojo velike korupcijski pritiski na njih. In tukaj je stvar zdaj stranke, oziroma tega gibanja, te ljudske liste, da ona dejansko bdi nad svojimi poslanci in da jih ne pušča same, da bi se morali sami izpostavljati pritisku. Da ima z njimi trajno sodelovanje, oni pa s svojim zaledjem, in da vsak pritisk dokumentirajo, vsak poskus korupcije prijavijo, in to je edini način, da oni preživijo. Če zaradi ljubega miru prvih poskusov korupcije in pritiska ne bodo prijavljali, bodo v naslednjem pravzaprav še mnogo pod večjim pritiskom. Zdaj, ali temu rečemo izobraževanje, jaz niti ne bi rekel toliko izobraževanje, jaz bi rekel, gre predvsem za neko sodelovanje ozadja s svojimi poslanci in poslancev, z ljudmi, ki so jih volili, da lahko govorimo, da oni čutijo, da so samo na bojni črti, medtem ko moralna moč je pa za njimi, niso sami. Ta občutek je tisti, ki jih lahko obvaruje pred tem, da jih požre ta pritisk korupcije, ki ga bodo stranke izvajale.